Kakšna je slovenska energetska prihodnost? Podelili 42. Krkine nagrade. Mesec rožnatega oktobra. Dober večer. Informacijska pisarna Evropskega parlamenta je v Krškem pripravila okroglo mizo o slovenski energetiki v luči evropskih usmeritev glede varovanja okolja. V ospredju je bilo predvsem vprašanje, če bi za domače potrebe zadoščala le energija iz obnovljivih virov, brez jedrske elektrarne. Jedrska energija je trajnostni vir, ki zagotavlja stabilno oskrbo z ugodno ceno za porabnika. To pomeni konkurenčno prednost za gospodarstvo in državo, pravi direktor Gen energije Martin Novšak. Že po statistiki, če gledamo skozi 30-letno obratovanje tega jedrskega objekta, opazimo, da pravzaprav nismo imeli redukcij. Podobno razmišlja evropska poslanka Romana Jordan. Izpostavila je primer Nemčije, kjer so po nesreči na Japonskem ustavili svoje nuklearke in pospešili vlaganja v obnovljive vire subvencionirane energije. Tam se cena energije je povečala in nemška industrija precej opozarja na te probleme. Zastopnik Svetovne okoljske organizacije Greenpeace Dejan Savič pa nemško zgodbo vidi kot priložnost, da se Evropa odpove novim vlaganjem v jedrsko energijo, ki naj bi bila leta 2050 brez nukleark. Danes imamo celo paleto možnosti in zato v Greenpeaceu se zavzemamo, zato da izberemo tiste možnosti, ki so boljše za ljudi, ki ustvarjajo več delovnih mest in ki upoštevajo okoljske omejitve okolja. Na evropski ravni pravimo, da se jedrski energiji do leta 2050 ne bomo mogli odreči. Je pa to vendarle vprašanje vsake države članice posebej. V Gen energiji in Posavju kot energetski regiji si želijo, da bi država končno sprejela energetski program in odločitev glede gradnje drugega bloka jedrske elektrarne. Nadaljujemo v novomeški Krki, kjer se vse skozi zavedajo, da so ustvarjalni strokovni kadri ključ za uresničevanje poslovnih načrtov. Zato s Krkinimi nagradami za dodiplomska in podiplomska raziskovalna dela, ki so jih danes podelili že 42-tič, spodbujajo mlade raziskovalce k ustvarjalnosti, raziskovanju in razvoju. Predsednik uprave in generalni direktor Krke ter predsednik častnega odbora Krkinih nagrad Jože Colarič in direktor razvoja in raziskav ter predsednik sveta sklada Krkinih nagrad Aleš Rotar sta podelila nagrade 30 mladim raziskovalcem. Med vsemi nagrajenci je kar 18 doktorjev znanosti. Ne gre samo za to, da ima nekdo briljantno idejo. Gre za to, da jo je treba speljati do konca. Treba jo je speljati na način, da na eni strani upoštevamo modrosti, ki so bile že odkrite, na drugi strani pa dodamo nekaj svojega, nekaj posebnega, s čimer bomo zadostili potrebam trga. Letos so podelili 5 Krkinih nagrad za posebne dosežke na področju raziskovalnega dela. Nagrajenci pa so svoja dela predstavili na znanstvenem simpoziju, ki že 22 let spremlja podelitev nagrad. To je bila neka taka interdisciplinarna naloga in mislim, da je mogoče tudi to bila ena od stvari, ki je prepričala komisijo pri izboru ta povezovanje različnih komponent farmacije med sabo. Prvo leto po faksu sem prejel Krkino nagrado za dodiplomsko nalogo. Mi je veliko pomenila in sedaj toliko let nazaj se vračam spet z doktorsko nalogo. Nagrajence odlikuje inovativen pristop k nalogi. Da se neke zapletene stvari povejo na bolj enostaven način, nekoliko drugače, tako da je to jasno širši javnosti. Tudi po mojem mnenju bi to mogel vsak znanstvenik znati, ker samo tako ima od njegovega dela korist tudi širša družba. To priznanje mi pomeni zelo veliko. Podelila mi ga v bistvu firma, v kateri sem tudi sam zaposlen in sem vesel, da lastna firma ceni moje dosežke in moje delo. Ja, mislim, da zaradi tega, ker moja naloga je zelo uporabna, torej zelo aplikativna v farmacevtski industriji, torej predvsem v Krki, in mislim, da je bil to eden glavnih razlogov, zakaj sem tukaj in zakaj sem med dobitniki 5 najbolj prestižnih Krkinih nagrad. Med nagrajene naloge, ki so prispele na razpis 42 Krkinih nagrad, so se uvrstile tiste, ki so v največji meri izpolnjevale kriterija znanstvena odličnost in industrijska uporabnost. V krajevni skupnosti Dobrnič so odprli prenovljeno lokalno cesto od Artmanje vasi do Vrbovca, v slednjem pa so odprli tudi most, ki ga povezuje s Podlipo.
Obnovljen cestni odsek je dolg 950 metrov. To je pa preplastitev v dolžini 990 metrov. Jaz sem vesel, da se je izvedla. To se pravi, izvaja pa se še v drugih krajih občine, tako da smo v enem bogatem investicijskem ciklusu, kar me veseli glede na krizne čase. Ta asfaltiranje ceste je pa tudi bil zelo pomemben, ker je bila cesta dokaj dotrajana in je bila zelo nevarna tudi za udeležence v cestnem prometu, pa tudi kmetija, ker veste, so kmečki pridelki pa padajo in vse sorte. Ideja za asfaltiranje cestnega odseka je bila prvič izražena že pred 4 leti. Ni tak velik denar, koštalo bo okoli 50 tisoč evrov. Moram pa reči, da v občin zdaj v sklopu v zadnjih 4 letih, glede na prejšnje vlaganje, bomo v lokalke največ sredstev vložili cirka pol milijona evrov. S tem pa še niso izpolnjene vse želje, ki jih imajo v Dobrniču. Plane imamo tudi razširitve pokopališča, ureditev trga Dobrniča, postavitev javnih razsvetljav po vaseh, modernizacijo cest, preplastitve cest, tako da nam ne bo zmanjkalo nam bo sredstev, da bi se te realizirali. Najbolj pa si trenutno želijo obnovitve igrišča ob osnovni šoli, dodaja Kastelic. V občini Šentrupert, ki so jo v kategoriji malih občin razglasili za energetsko najbolj učinkovito občino, so javno obravnavali dopolnjeni osnutek občinskega prostorskega načrta. Če bo predlagani načrt dobil zadostno podporo, ga bodo sprejeli predvidoma februarja ali marca prihodnje leto. Nov občinski prostorski načrt prinaša v bistvu predvsem možnosti tega strateškega razvoja občine Šentrupert, ki se bo dogajal v naseljih Slovenska vas, Prelesje in bivša vojašnica Puščava. Lahko pričakujemo, da bo možno za investitorje neke nove gradnje, se pravi pobude za neke zazidljive parcele, da se bo tukaj sprostilo nekaj kmetijskih zemljišč za zazidljivo in da bodo lahko začeli z gradnjo. Za gospodarski razvoj občine bo pomembna predvsem nekdanja vojašnica Puščava, kjer naj bi bil lesno-predelovalni center. V Prelesju imamo en del tako imenovanih centralnih dejavnosti, kjer je predvidena bencinska pumpa, poleg drugih storitvenih dejavnosti, delno pa med progo in glavno cesto, predvsem razvoj manjše industrije. V Slovenski vasi predvidevajo več stanovanjsko gradnjo blokov in mansard. V Šentrupertu samem pa se bo dogajalo kar nekaj na trgu, se pravi prenova samega trga, kjer je sedaj usklajeno tudi z Ministrstvom za kulturo, da je stavbo na trgu, ki je sedaj prazno, možno odstraniti. V vzhodnem delu Šentruperta pa pripravljajo možnosti izgradnje naselja za 9 hiš, še dodaja Gole. Letos sprejeta zakonodaja na področju socialnih transferjev je prinesla veliko sprememb ne le zaposlenim v centrih za socialno delo, ampak predvsem prejemnikom, saj se jih je veliko znašlo v slabšem socialnem položaju. Spremenila se je namreč metodologija izračunavanja določenih pravic. Za vseh 13 pravic, ki jih lahko uveljavljajo državljani, je način izračunavanja enak. Tako je vanj zajeto vse premoženje, tudi prihranki, in se upošteva kot pri denarnih socialnih pomočeh. Nezavidljivo stanje v državi na področju sociale je razvidno že iz števila prosilcev pomoči. Že to, da smo imeli 5600 vlog za denarno socialne pomoči, do zdaj pa okrog 800 vlog za izredno denarno pomoč, kaže na to, da tudi pri nas so te potrebe za neko državno pomočjo, da se lažje preživi iz meseca v mesec potrebne. Leta 2010, na primer, je bilo teh vlog približno 3300. Z novo zakonodajo se je poslabšal tudi socialni položaj marsikaterega upokojenca. Predvsej se jih je namreč odreklo varstvenemu dodatku. Posledice tega občutijo tudi v nekaterih domovih za starejše. V Novomeškem sicer zaenkrat ne beležijo izstopov iz doma zaradi težav s plačevanjem. Res pa je, da beležimo manjše število prošenj, da se ljudje težje odločajo, takrat, ko je postelja že na voljo, še si vzamejo določen čas za premislek in potem v bistvu, če se le da, še imajo svojce doma do zadnjega trenutka, ko je res potrebno, takrat pridejo ljudje v dom. Kot opozarjajo v Centru za socialno delo, je varstveni dodatek odslej socialna kategorija in ne več pravica iz pokojninskega zavarovanja. Zato je pomemben datum izdaje odločbe.
Ker to ni več pravica, ki kar teče, ampak jo je treba obnavljati in je dobro biti pozoren na datum na odločbi in v mesecu, ko se izteče pravica, je treba ponovno dati vlogo za podaljšanje pravice, sicer bodo ostali brez. Zato bodo prejemnike pisno pozvali, naj podaljšajo pravico, saj bi sicer lahko ostali tudi brez zdravstvenega zavarovanja, poudarja Hrovatičeva. Oktober je mesec boja proti raku dojk, ki ga simbolizira rožnata pentlja. Zato se ga je prijelo tudi ime Rožnati oktober. Njegova srž je osveščanje o tej bolezni in temu se s pohodom za upanje že 8 let pridružujejo tudi v Dolenjskih Toplicah. Tako se je na krajši pohod v okolico kraja podala množica ljubiteljic in ljubiteljev hoje. Da bi promovirali zdravo življenje, se zavedali, kakšni so znaki in pomagali pri čim zgodnejšem odkrivanju raka ter uspešnem zdravljenju. Tudi letošnji pohod za upanje je bil dobrodelno obarvan. Zbran denar pa bodo namenili socialno ogroženim otrokom. Skrb za zdravje se namreč začne v mladosti, pravi Mojca Senčar, predsednica Evrope Done. Na leto zboli v Sloveniji preko 1100 žensk. Poglejte, 3 ženskam na dan povedo, da so zbolele za rakom dojk. A je bolezen, če jo odkrijajo dovolj zgodaj, vse bolj ozdravljiva. Zbolevajo pa predvsem ženske, starejše od 50 let, a se meja spušča. Narašča predvsem število žensk, ki zbolevajo med 40 in 50 letom, nažalost pa je tudi nekaj bolnic, ki zbolevajo stare manj kot 40 let. Takšnih je približno 60 na leto, njihova najmlajša bolnica pa je imela 17 let. Zato znova apeliram. Ženske, navadite se skrbeti za svoje dojke od 18. leta naprej, pa to počnite vse svoje življenje. Kljub tovrstnim akcijam pa osveščenost, vsaj tako kažejo statistični podatki, ne raste. Le 47% žensk namreč prvič pride k zdravniku z boleznijo omejeno zgolj na dojko, vse ostale jo imajo že v bezgavkah ali celo metastaze, je povedala Senčarjeva. Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo mesto pripravlja jutri tradicionalno prireditev Novo mesto, zdravo mesto. S prireditvijo želijo ljudi spodbuditi k dejavnejšemu ohranjanju in krepitvi tako lastnega zdravja kot čistega okolja. V Kulturnem centru Janeza Trdine se tako vsem, ki želijo zase narediti nekaj več, obeta pester program. Začeli ga bodo s predavanjem z jogo proti stresu na delovnem mestu. To je tema, ki seveda muči vse tiste, ki smo tako ali drugače vpeti v vsakdanje življenje, kajti stres je eden od dejavnikov, ki naše življenje že zelo obremenjuje in znanja na tem področju nikoli ne zmanjka in nikoli ni dovolj. Pripravili so tudi predavanje o energijskih središčih v človeku. Sočasno bodo potekale različne delavnice, dogodek pa bodo zaključili z zvočno kopeljo. Prireditev sicer vsako leto podpira tudi Mestna občina Novo mesto. Razumljivo je, da v teh časih, kjer ljudje vse preveč smo obremenjeni z negativnimi zadevami, joga le vnaša v nas neke nove vrednote, predvsem na psihološkem področju. Sicer pa za zdravo in dejavno življenje otrok v Novem mestu skrbi tudi Agencija za šport, ki že drugo leto obnavlja otroška igrišča. Tako smo lansko leto postavili otroško igrišče na Slavka Gruma, obnovili nekaj sosednjih igrišč, letos smo pa na novo postavili otroško igrišče z ograjo z vsem pripadajočim delom na Sajdlovi cesti. Projekt je stal približno 25 tisočakov. Novomeška zasedba Dan D je že pošteno zakorakala v turnejo Tiho, s katero se predstavljajo v posebnem akustičnem zvoku. Za njimi so namreč že 4 razprodani koncerti v Ljubljani, danes pa sledi nadaljevanje turneje v Šentjerneju. Električne kitare in bobne so tokrat postavili na stran ter v roke vzeli stare bisernice, mandoline, žlice in kuhalnice. Nov zvok je prisoten tudi v najnovejšem singlu Kamen, ki se je sicer že uspel povzpeti na slovenske glasbene lestvice. V sklopu turneje sledi še 13 koncertov, prvi med njimi že nocoj ob 8. zvečer v Kulturnem centru Primoža Trubarja v Šentjerneju. Pred nami je s sončnimi žarki radodaren konec tedna, ki ga kar najbolje izkoristite. Še prehitro bo namreč prišel ponedeljek. Prijeten petkov večer in nasvidenje.